Lep pozdrav, spoštovani prijatelji, znanci, poslovni partnerji. Današnja tema bo zelo interesantna, torej tehnološki procesi VS, torej v primerjavi z vašo energijo. Torej, poglejmo, kaj se dogaja na globalnem trgu in malce premislimo oziroma povežimo to sami s seboj. Večkrat se zgodi, da se zasledimo ali pa opazujemo, kako navdušeni so ljudje nad razvojem tehnologije. Čez kakšne meje nemogočega so sposobni ljudje iti, zaradi tega, ker vidijo nekaj, kar drugi ljudje ne vidijo. Recimo primer, predstavljajte si, en dan je bil Mark Zuckerberg in je imel nenormalno vizijo, da se bodo ljudje lahko komunicirali, povezovali v skupine, v zaprtem sistemu, izmenjavali informacije. Človek ni mogel spati, ta ideja je tako bolana, da je to noro. In v bistvu, ker ni mogel spati, ker je delal, ker je razvijal, ker ga je ta pogonska sila tako močno gnala, je nastal Facebook. Torej, boljša različica številnih drugih stvari, ki so že obstajale. Torej, ne vem, če se zavedate, recimo NASA, razvoj tehnologije vesoljskega programa, kako to navdušuje nekoč se peljati z, posebnim plovilom medplanetarno. Si znate predstavljati, ljudje so sposobni mesec dni preživeti v vesolju zaradi tega, ker so navdušeni nad zgodbo, ki jo ustvarjajo, in en dan bo o tej zgodbi govoril cel svet. Si znate predstavljati, kako navdušeni so zdaj razvijalci novodobne tehnologije železnice, kjer z magnetnim poljem praktično premagaš, 2-urno vožnjo v samo 20 minutah. Kakšne denarje se vlaga v takšno infrastrukturo, v takšno razvojno tehnologijo. Torej, če povzamemo, navdušenje, vizija, tehnologija, lepši jutri, lažji prevozi in tako naprej, tako motivirajo ljudi, tako poganjajo ljudi, da v bistvu grejo ljudje v skrajnosti. Zdaj pa pogledajte sami sebe. Poglejte se danes v ogledalo in poglejte si, kakšno energijo oddajate vi. Ne glede na to, kateri marketing počnete, katerem marketingu se ukvarjate, vaša energija je odsev vašega karakterja. In če imate low energijo, da ste tako malo zlamani, ja ne vem, kaže dobro, kakšne ljudi boste privlačili. Če pa recimo, dajmo narediti primer, recimo da danes enega prijatelja pokličete, enega znanca in naredite test, pa ga pokličete enega in se z njim pogovarjate, poslušaj, imam en dober posel, da se dodatno zaslužiti, ali pa ga pokličete, pa se z njim pogovarjate in vam pove, da ima težave, takšne in drugačne in ne vem karkoli še vse. In potem bodimo realni in pošteni, kakršenkoli posel že imate. Ali ste videli v tem vašem poslu ljudi, ki zaslužijo 10 000, 20 000, 100 000 evrov na mesec? Zdaj, če ste videli te ljudi, a ni to navdušujoče? Predstavljajte si zdaj ta jokica na eni strani z 1000 problemi in na drugi strani človek, ki služi 10, 20, 100, 500 milijon dnevno. A ni navdušeno, da tega človeka vprašate, poslušaj, ali bi, če bi zaslužil 5, 10, 20, 100 000 evrov na mesec, ta denar rešil vse te tvoje težave? Bi jih rešil, bi spremenil? Kako bi živel jutri? Kako bi živel čez 5 let? Kako bi živel čez 10 let? Razumete, kaj vam hočem povedati? Ne, mi moramo ljudem se prilagoditi, če so jokice, dajmo z njimi skupaj jokati, če imajo težave, dajmo z njimi o težavah se pogovarjati. O čem se poslu pogovarjamo? Poslu se pogovarjamo o rešitvah. O rešitvah za zdravje, o rešitvah za, družinsko kuho, če seveda se nekdo ukvarja z posodo, rešitve za finance, rešitve za dobro počutje, rešitve. A smo lahko nad rešitvami, ki jih imamo v rokah, navdušeni? A se lahko to prenaša z pozitivo, ne z negativo, ne z jokanjem? A lahko ljudem ponudimo rešitve? Če imamo rešitve, če se ukvarjamo s poslom, ki ima rešitve za vse te nastale situacije, potem, dragi moji, kakšno energijo boste oddajali, če ste vi tista lučka, tista svetilka, ki lahko sveti zelo slabo in se na njo prilepi zelo malo mrčesa, zelo malo muhic vidi tisto svetlobo, zelo malo barkic
bo videlo tisti svetilnik, ali pa sveti tako zmešani, ne, in vse, kar prihaja mimo, se lepi na vas. Ne. Torej, razumete razliko, kdo bo uspešen in kdo ne bo uspešen? Odgovor je zelo enostaven. Tisti, ki sveti slabo, bo manj uspešen. Tisti, ki je pozitivno naravnan, ne glede na situacije, vidi to, kar je že bilo narejeno, to, kar so številni že naredili, in točno to, kar so številni že naredili, je kruta realnost, ki jo lahko zdaj pretočiš na drugo osebo. Tudi če sam nimaš nekih poslovnih rezultatov, pretoči pač rezultate nekoga, ki je to že naredil. In moč svetlobe, moč energije, moč vizije ustvarja v vseh marketingih, v vseh poslovnih izzivih, v vseh zgodbah na tem planetu uspehe. Ne? Kakšen video vam je bolj všeč? En, ki tako malo pavšalno nekaj pokaže, ali en, ki je bum, 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 bum. Ne? Tehnologija, prihaja to, naredilo se bo ono, dan. Ne? Kakšen video vas pritegne? Ne? Razumete? In zdaj pogledajte sebe. Kakšni ste vi? Takšni, kot ste vi, takšen je vaš uspeh. Ne more biti drugače. Torej, ne delati na ljudeh, začnite delati na sebi. Ko boste sebe izboljšali, da boste na ta pravi vibraciji, da boste dovolj polni energije, da boste žareli, se bodo vse muhe tega sveta, vse jadrnice tega sveta, vse, kar bo prilepilo na ta magnet. Lepo zdrav, vse dobro, in jaz upam, da vam je ta oddaja vsaj malo koristila. V nasprotnem slučaju pa vam želim vse najboljše. Čau, čau.